Moram povedati, da je v času prejšnjih vlad, takozvanih LDS-ovih vlad, da je bilo v diplomatskem zboru med našimi veleposlaniki vedno lepo število veleposlanikov, ki niso bili člani vladajoče stranke. Celo to vem, da so imeli na obrobu recimo naših vsakoletnih konferenc veleposlanikov, da so imeli poseben sestanek z svojim strankarskim vodjem, ki je bil opozicijski. In nihče ni mislil, da je tukaj nekaj strašno narobe ali pa tega problematiziral. Jaz vam tudi to lahko povem, da v času, ko sem jaz prevzel ministrovanje, nisem izvedel niti ene same kadrovske rošade v zunanjem ministrstvu. Prevzel sem kompleten kabinet prejšnjega zunanjega ministra in pustil vse ostale na svojih delovnih mestih. Ker mislim, da je prav, da si najprej zaupamo, potem pa šele vidimo na delu, kdo takšno zaupanje opravičuje, kdo ga ne opravičuje. Ampak moram reči, da je bilo tega tudi pri drugih ministrih, ki so bili v času, ko sem jaz bil veleposlanik, tako, da se nismo preštevali po strankarski, ideološki in drugih pripadnosti. Ampak da je bilo zelo normalno to, da je vlada v času do časa imenovala veleposlanika, ki je bil bodisi znan kulturni delavec, najbolj, ko ste vedeli, o kom govorim, ali profesor, ali pa je prišel iz nekih drugih nediplomatskih vrst in je bil to nek del našega pojmovanja demokratičnosti in pravzaprav neke potrebe, da država tako demokratično in tolerantno deluje tudi na vzgled. Gospod Vajgl, kaj bi bili vi raje, če zares pride v vlado? Minister za zunanje zadeve ali veleposlanik? To je dal za vse veljavni odgovor kolega Lahovnik, ki je govoril o Ražnu in Zajcu. Jaz se mu pridružujem. Bo pa gospod Vajgl tudi kandidiral na državnozborskih volitvah, tako da verjamem, da bo tudi okrepil in poskrbel, da bo v parlamentu razprava o mnogih temah kvalitetnih.